Družinska hiša je zajeta v plamenih, a to je bil šele začetek. In zakaj vam je ves čas govorila, da ne stanete v sobi? Ne vem, ali je želela, da nas ogenj upeče ali kaj podobnega. V hiši gasilci najdejo več otrok, nekateri izmed njih pa nikoli ne pridejo živi ven. In ženska, obtožena tega groznega dejanja, je prav tista oseba, ki bi morala te otroke varovati. Kaj te je prestrašilo? Ko bi morala. Ki bi morala imeti nož. Ali je danes potegnila nož ven? Ne vem, ona je na dojenčka potegnila nož, ampak na nekoga drugega ni potegnila noža, ampak mislim, da je to naredila te deklici. In potem, ko sem rekla, ubila bo vse ostale, vključno z svojo prijateljico. Ali so bili kakšni opozorilni znaki? Bi se temu lahko izognili? Bilo je dobro nekaj časa, dokler bi rekel, da je bilo to šele pred kratkim. Bil sem jaz, ko je imela zadnjega otroka. V tej epizodi si bomo pobliže ogledali eno najbolj pretresljivih družinskih tragedij v Georgiji in vprašanja, ki ostajajo o tem, kaj je mater pripeljalo do nepredstavljivega dejanja. To je vprašanje. Veš, zakaj je še vedno živa? Mislim, ali namerava še vedno biti z njo? Dobrodošli v tej epizodi Female Criminals. Sem Elizabeth Milner. Okrožje Paulding, Georgia. Tam spoznamo tokratno zločinko Darlene Brister. Darlene se je rodila leta 1982. O njenem otroštvu ne vemo veliko. Vemo pa, da se je leta 2002 poročila z moškim po imenu Ricky Brister. V več kot 17 let dolgem zakonu sta imela 7 otrok. Do leta 2022 sta bila Darlene in Ricky starša 16-letnika, 14-letnika, 11-letnika, 9-letnika, petletnika, triletnika in njihov najmlajši, star komaj 9 mesecev. Morda so bili za zunanji svet preprosto 9-članska družina. Toda ali kdo resnično ve, kaj se dogaja za zaprtimi vrati njihovih sosedov? Kajti v hiši Bristerjevih se je dogajalo nekaj, česar nihče ni pričakoval. Tik pred 9:30 zvečer, 24. junija 2022. Center 911 v okrožju Paulding prejme klic o požaru in družinskem prepiru v hiši na ulici Woodwind Drive. Gasilci pohitijo na naslov, kjer odkrijejo, da je hiša družine Brister v plamenih in v notranjosti so ujete otroke. To je grozljiv prizor. Sosedje pravijo, da so videli, kako sta 2 otroka skočila skozi okno v drugem nadstropju, da bi pobegnila. Gasilci se borijo z ognjem, a ko je požar končno pod nadzorom, odkrijejo prizor, ki je še veliko bolj pretresljiv kot sam požar. 3-letni otrok in 9-mesečni dojenček sta bila na kraju razglašena za mrtva. 11-letni otrok, 9-letni otrok in 5-letni otrok so bili takoj odpeljani v bolnišnico, a 5-letni otrok Brister je na koncu podlegel poškodbam. Le 3 osebe so iz hiše prišle žive in brez poškodb. 16-letni otrok družine Brister, 14-letni otrok družine Brister in Darlene Brister. Preiskovalci ugotovijo, da ob času požara mož Darlene, Ricky Brister, ni bil doma. Ugotovijo tudi, da 5-letni, 3-letni in 9-mesečni otroci družine Brister niso umrli zaradi požara. Umrli so zaradi poškodb, ki so jih utrpeli zaradi zabodov. Najstniki iz družine Brister naj bi policistom na kraju dogodka povedali, da vedo, kdo je napadalec. Njihova mama, Darlene. Policisti najdejo Darlene še vedno na posestvu in jo pridržijo. Kako lahko dom, poln 7 otrok, postane prizorišče nepredstavljive tragedije? Kaj bi lahko motiviralo mater, da to stori svojim lastnim otrokom? Medtem ko je Darlene v priporu, se detektivi naslednje jutro vrnejo v sosesko in iščejo odgovore. Živjo, oprostite, ker vas motim. Vem, da je zgodaj. Si bil sinoči doma, ko se je vse to zgodilo? Bi nam lahko dal izjavo? Sem že napisal pisno izjavo. Ste že napisali pisno izjavo? Jaz in moj sosed tam čez, ki je prišel pome, ko je deklica, skozi okno. Ta sosed ne živi predaleč od Bristerjevih. Pravi, da je opazil znake napetosti le dan pred tragedijo. Trenutki, ki v retrospektivi dobijo povsem drugačen pomen. No, poglejte, to pa zato, ker malo poznam njegovega očeta. Mislim. Včasih pride sem in se pogovarja z nami, ampak ne poznam ga tako dobro. Ampak vem, da sem bil v nedeljo tukaj zunaj in pil kavo, v nedeljo zjutraj. On je pakiral vse svoje stvari, kot so oblačila, čevlji, vse. Otroški sedež za avto je vrgel ven na dovoz in tudi voziček. Bilo je, da bi vse jemal iz eno prostorca, ampak je vse stvari jemal ven, da je vse kot vse svoje stvari. In opazil sem, da ga ni bilo vestelen. Vestelen ga ni bilo tukaj. In to je redko, ker oni ne delajo ali kaj podobnega. Običajno so tam ves čas. Nihče od njiju ne dela.
Vem, tam sta ves dan, vsak dan. In sem si mislil, da je bilo nekje decembra, verjetno se motim glede tega. Policijo so poklicali sem in so jo odpeljali in vse, in on je prišel sem kasneje, tisti večer ali naslednji dan, in nam razložil, kaj se dogaja. Ta rekel, da je vzela nož, nekaj tasga in jim grozila, da ji bo vse ubila in podobno, pa sem si mislil človek. In on je rekel, da so jo zato odpeljali, ker so jo hoteli pregledati nekaj tasga. Ja. In Veš, potem je bila čez nekaj dni spet nazaj. si jih kdaj slišal prepirati ali se Ja, kregati? mislim, ampak nikoli ni bilo nič tasga, kot bi rekel. Ampak slišal bi jih bolj glasno, sem ter, ja, veš. Ampak nikoli ni bilo loputanja ali, veš, lomljenja stvari ali preklinjanja ali kaj tasga, veš. Ampak si jih slišal, veš. Kako se prepirata, veš, ne pogosto, ampak sem jih slišal. Družine se prepirajo, seveda. Ampak potem, kar je ta sosed povedal preiskovalcem, se vprašaš, so bili opozorilni znaki ves čas prisotni? 2 dni kasneje so preiskovalci spet v soseski. Medtem ko nekateri opisujejo družino Brister kot družino, ki se je držala zase, drugi sosedje povedo drugačno zgodbo. Ali ste vedeli za kakšne prepire ali kakšno družinsko nasilje? Nasilje, Vsi smo ga družinsko poznali. zlorabo, ki bi se dogajalo v gospodinjstvu. Ona, ko se je vrnila domov, so jo morali spraviti ven, ker je poskušala ubiti vse. To je bilo nekje oktobra, novembra, nekaj tasga. Kdaj je bilo to? Okoli oktobra lani. Oktobra lani? Ostala je odsotna približno 2 meseca. Približno 2 meseca, nekaj tasga. In se je vrnila. In ona bila je čisto potolčena, ker se je počutila boljše. Pa ne medil, zadnji. Sobezi? Ne to soboto. Sobota. Pred tem sta se sprla. No, spet se je sprla z njim. Je rekla, da bo naredila isto stvar, da ga bo ubila. Ta ona, na katero se nanaša sosed, je Darlene Brister. In potem, ko so izvedeli za obtožbe proti njej, jo zdaj gledajo z drugimi očmi. Ali ste osebno kaj videli, ko se je to zgodilo? Da in ne. Mama je bila na dvorišču, pa tega nisem vedela. Ves čas sva stali tam pri zadnji ograji mojih sosedov. Ampak je bilo tudi tako, kot da sva bili prav tam pri njihovi ograji. Ampak ona je bila ves čas na dvorišču. In tega nisva vedeli, dokler ji policisti niso rekli, naj se uleže na tla ali dvigne roke. Nekaj takega, prav, kaj si videla prej? Mislim, ko se je vse skupaj začelo. Predtem nisem ničesar videla. Prav. Ja, če nam lahko samo podate izjavo priče o tem, kakšna je bila z otroki in podobno, tako kot ste nam povedali, in potem še, kaj ste videli. To ji ne bo pomagalo, kaj ne? Kar mora biti tam. Ja, to ji ne bo pomagalo. Samo pravimo, kakšen je bil njen značaj prej in kakšen je zdaj. Ja, točno to, kar si pravkar rekla, si nam povedala. Samo da pokažemo sodnemu sistemu, veš, kako so sosedje prej videli njeno vedenje do družine. Ja, res sem. Ne vem, če sem res, iskreno sem mislila, da je bila obsedena ali kaj podobnega. Bila je popolnoma drugačna, kot da je znorela ali nekaj takega. In razumem, da se šola na domu in sedi na ograji, ampak to je živčni zlom, ne pa to, kar je naredila. Ja, sosedje lahko govorijo le o tem, kar so videli od zunaj. Obstaja ena oseba, ki pozna Darlene bolje kot kdorkoli drug. Njen mož, Ricky Brister. Ali imate pridigali ali koga, s kome lahko govorite, ali nekoga, ki vam lahko pomaga? Mislim, ni nujno, da je to pridiga. Samo uporabil sem svoj telefon. To sem uporabljal. Prej, ampak to ni pomembno. Moram govoriti. Moram se z nekom pogovoriti. V redu. Jazz. Preprosto nočem biti tam. Ne morem. Posvečati. Več pozornosti. Mi. Imamo nekaj tukaj. Ampak moja družina ne bo šla tja. Ampak še vedno imaš otroke tukaj. Jaz bom to naredil. Moral boš biti prav.
Zato, ker povej to, preden pridejo sem, ker boš moral biti močan. Ja, Prav, to lahko narediš, kaj ne? Lahko to naredim. Preiskovalci svojo pozornost usmerijo na Rikija, ne zato, ker bi bil osumljenec, ampak zato, ker če jim lahko kdo pomaga razumeti, kaj je pripeljalo do tiste noči, je to on. Z Rikijevega vidika se družina že nekaj časa trudi ostati nad vodo. Kaj pravi, kje delate? trenutno sem brezposeln. V redu. Kako dolgo ste že brezposelni? Brezposeln sem od začetka pandemije. Od COVID-a leta 2020. Da. V redu. Kaj ste počeli pred letom 2020? Delal sem v Dollar Generalu. V redu. Kar se tiče podpore, kako trenutno izgleda podpora za očetovo družino? Način, kako smo to naredili, je bil, da smo vzeli ven več kot je dohodnina, ki jo dobimo med letom. In nismo si privoščili razkošja z njo. Vzeli smo jo in plačali vse naše račune vnaprej za celo leto. V redu. In bili smo v programu Section 8. V redu. Torej je program Section 8 plačal celoten račun. V redu. Prejemali smo državno pomoč, prehranske bone. V redu. Ja, to je bilo to. Nekaj časa je bilo dobro, do nedavnega. Rekel bi, da je bilo to, ko je imela zadnjega otroka. Na koncu je, jaz nikoli nisem vedel, da je imela hudo depresijo. Postavil se je to diagnozo, imela pa je tudi poporodno depresijo. Tako da je imela tudi psihiatra. Tako da skoraj sva se prepirala. Vsak drugi dan, včasih pa sva teden dni zdržala brez prepiranja. Potem, bilo bi ona nikoli ni prevzela odgovornosti za stvari, ki jih je naredila. Takrat sva vključila svetovalca. Spomnite se, preiskovalci so že izvedeli od sosedov za prejšnji incident, ko naj bi bila Darlene odvzeta iz družinske hiše. To se je zgodilo le nekaj mesecev pred požarom, kar pomeni tudi, da je bilo to kmalu potem, ko je rodila svojega 7. otroka. Se detektivi morda sprašujejo, ali je poporodna depresija privedla do umorov in požara. Imam vprašanje. Pregledovali smo vašo preteklost in vidimo, da imate v preteklosti primere krutega ravnanja z otroki. Povejte mi kaj o tem. Ja, to je bilo, ko je prišel njen sin. Kakih 25, zdaj je star približno 25 let. Ja, star je približno 25 let, veš. In v njegovem življenju ni bilo nobene discipline. Veš, on in njegova mama prihajata iz istega kraja. Nista ni poznala svoje mame, tako da sta nekako tavala po ulicah, karkoli že. Tako da prva leta, veš, sploh ga nisem želel fizično kaznovati, ker verjamem, da moraš najprej spoznati otroka, preden ga udariš ali kaj podobnega. In sem kristjan, zato verjamem v telesno kaznovanje. Ampak, na primer, šel bi v šolo in bi nekaj rekel. Veš, kako so lahko otroci in bi rekel, da ne bo opravil naloge ali kaj podobnega. In če bi ga zato tepli, mu to ni bilo všeč. Zato bi povedal svetovalcem in ti bi morali vse skupaj raziskati. Zdaj vsakič, ko so prišli ven, je bilo tako, v redu. To, veš, ne bo trajalo dolgo. Morda bomo tukaj samo 3 mesece ali tako. Vprašanje. Tvoja žena še vedno je živa. Mislim, ali nameravaš še vedno biti z njo? Jaz ne vem, Ona potrebuje pomoč.
Jaz jo imam rad, ampak ona potrebuje pomoč. Jaz ne morem. Ni hotela vzeti zdravila. Tako da res ne vem, kaj ne naredim v tej situaciji trenutno, iskreno. V redu. Nisem se še odločil. Mislim, da jo imam rad, ampak in vem, da v Bibliji piše, veš, dokler naju smrt ne loči in ona ni mrtva. In res verjamem v to, da ravnam po tem, kar piše v Bibliji, ampak to je res težko. Morda. V redu, torej verjetno misliš na ločitev. Je to tisto, kar imaš v mislih? Ne, Mislim pa takole, ko rečem, da ostane z njo, mislim po tebi in otrocih, ko ona, slišim, če pride ven, boš ostal z njo. Ne. Mislim, da v tej situaciji, če pride ven, ne vem, ona mora biti, ne moramo ostati z njo, ker ni dovolj stabilna. Ne morem. V redu. Ni dovolj stabilna, ker je bila na programu Section 8 in tako je imela možnost, da me je stalno metala ven. Torej, in to je eden od razlogov, zakaj sem moral iti k svoji mami. Zato moram to preboleti. In jaz osebno rad bi imel, veš, samo da bi jo lahko obiskal ali kaj takega, vsaj za nekaj časa. V redu. Ampak, Torej nam ni bilo treba biti. Prehod. In moraš poskrbeti, da je tudi psihično pripravljena. Ona je psihično stabilna, preden to sploh dovolim in ker to se ne sme zgoditi. Ne. Rickijeva perspektiva je le en del sestavljanke. Detektivi želijo slišati tudi druge družinske člane. Vedno so imeli velike težave. Na začetku je kot. To je policijsko zaslišanje Darlinine svakinje Kaylee Hill. Tudi po tem, za kar je Darlene obtožena, ne skriva svojih občutkov do Rickija. To je tisto, kar jaz. On ima svojo lastno vrsto, svojo lastno vero. On je narcist. Nisem mogla točno določiti, kaj je bilo, ampak ko sem to opisala medicinskemu osebju, je rekla, to je narcist. Tako sem jim povedala, kaj to pomeni. Rekla sem, to je narcist. On je narcist. Nikoli ne more biti v zmoti glede česarkoli. In mora imeti vse pod nadzorom. In vse, kar reče, je zelo manipulativno. Ko je rodila Donovana, je morala sama v tisto bolnišnico. Nihče ni bil z njo. Ne vem, ali je Barbara sploh lahko videla, ko je rodila otroka. Ko je bila v bolnišnici. Ampak po mojih informacijah ni bil z njo. Tako da, ko se je vrnila domov, je morala spet kuhati, čistiti in skrbeti za. Ampak ko ni nikogar z njo. Ricky je rekel, da mora ostati z otroki. Torej, tako je rodila sama, mi pa smo izvedeli šele kasneje. In potem se je isto zgodilo z dojenčkom na dan opreznic. Na koncu je sama odšla v bolnišnico in rodila otroka. Tokrat si ni dala podvezati jajcevodu. Ricky je bila zaradi tega vznemirjena in to mi je povedala. Ricky je bila vznemirjena, ker si je dala podvezati jajcevode. In bila je vznemirjena, ker s tem otrokom bila je neka zdravstvena težava. Ne vem, ali je krvavela ali pa je bilo nekaj, zaradi česar so morali narediti nekaj dodatnega medicinskega posega. Nekaj taka. Kakorkoli. In dala si je podvezati jajcevode. Eden od zdravnikov pa je bil moški. Zdravnik, ki je reševal življenje, kdorkoli je že bil, ki je pomagal pri krvavitvi ali karkoli že, je bil tisti zdravnik. Bil moški. In Darlene mi je povedala, da je Ricky postala jezna, ker je bil zdravnik moški. In jaz sem in razmišljam o Darlene, reče mi, draga, umrla boš. Ni nam mar, kdo pride, da te reši. Treba te rešiti. Kaylee na to začne podrobno opisovati Darlinine otroke. Po njenih opažanjih je bilo nekaj stvari, ki se ji niso zdele prav. Pravkar se mi je iztekel mandat ravnateljice. Zdaj pa delam v kadrovski službi
in se ukvarjam s Title IX, torej z diskriminacijo po spolu in spolnim nadlegovanjem. To je moje delo, vsak dan, ves dan. Tako da v tej vlogi ena se nekaj skrbi, ker imajo vsi otroci nekakšen način govora. Ima težave z govorom in jezikom. Ves njihov govor je zelo nerazločen. Ni pravilne izgovorjave. Tako da lahko vidiš, da ti otroci niso imeli priložnosti pogovarjati se z nikomer zunaj njihovega doma, ker veš, prav interakcija z drugimi ljudmi ti pomaga, da razvijaš svoje govorne sposobnosti. Razlog, zakaj nimam več naglasa iz svojega domačega kraja, je ta, da greš ven, se pogovarjaš z drugimi ljudmi in se prilagodiš. Tako lahko vidiš, da oni tega niso imeli tega dostopa. Imajo veliko tesnobe, zelo sramežljivi. Bila je res dobra mama. Prišla je in preživela čas z mojimi otroki, ter jih imela rada. In pustila sem jo sama s mojimi otroki. In mislite, da če bi mislila, da bo to naredila v petek, bi jo pustila kjerkoli, blizu svojih otrok? Ampak bila je čudovita, bila je odlična teta. Povezala se je z njimi je delala umetniške projekte. In to so moji otroci in njeni otroci. Torej nihče, če bi kdorkoli pomislil, da se bo to tako pokazalo. Bila bi tukaj spodaj, prišla bi sem dol, jo vzela in jo sama odpeljala v bolnišnico. Ampak res imam občutek, in to ni prav. Ampak v tistem psihotičnem zlomu imela sem občutek, da je poskušala pobegniti. Mislim, da ni nameravala preživeti. Ne vem, slišala sem, da je bila na zadnji verandi. Stavim, da je nameravala tam sedeti, dokler je ne bi zajel ogenj. Ker Darlene, ki jo poznam, in Darlene, ki sem jo videla, nista bili isti osebi. Ker smo čakali, bila sem pripravljena začeti s KPO. Oni so poskušali poklicati, ampak veš, ona jih je hranila, jih oblačila, jih imela rada. Bili so samo v res zelo omejujočem okolju. Skozi ta zaslišanja se pojavi še eno vprašanje. Ali se je to zgodilo v trenutku, ali pa je bilo načrtovano vnaprej? Ko detektivi zaslišujejo mamo Rickija Bristerja, Viki, se pojavi šokanten podatek. Lahko povem zgodbo, ki mi jo je povedala moja babica. Mislim, da to ni bilo nedavno, ne bilo je za vse. Bilo je novo za vse njih. V redu. Tistega jutra jim je dala tablete, uspalane tablete, dekleta svojih niso vzele, le eno deklet jih je vzela. Spejo so. Tisti drugi Dante in tista druga, ki je šla noter. To je tisto, kar je moj. To mi je povedal moj otrok. In če bi razmislil, včasih je težko to reči, oprostite, da to ponovno to živi. Razumem. Vzemi si čas. Včeraj je želela k Keri, ko sem mi je povedala, da nam je moja mama tisto jutro dala nekaj tablet, da jih vzamemo. In rekla nam je, ne jih vzamemo. Prinesemo to cvetje in njen stroj, s katerim dela majice, ne ji damo v avto, in to so naredili. In rekla je, moja mama se je čudno obnašala in tako. Moja mama je sedla v avto, se odpeljala po ulici, se vrnila in nam dala nekaj tablet, da jih vzamemo. Jaz sem vzel svoje tablete in poskrbel za njene. Ampak Keri je vzela svoje tablete. In Antje sadi ne vzeli svoje tablete. Imel pa in to so bile uspavalne tablete, ker vem, da so zaspali. In ona je imela druga dva, tiste male, 3-letnika in 1-letnika. Imela jo je na hodniku, kjer sta ležala na tleh. In imela je načrt, rekla je, da je polila bencin v fantovski sobi. Potem je polila bencin še v naši sobi. In se valila nazaj. Ni ostala, da bi nas ukradla. Sem rekla, črkovala je dojenček. In
Vrnila se je in zanetila požar v fantovski kopalnici in zavohali smo dim. In potem prišla je, da bi zanetila požar v naši sobi, ampak ni uspelo. In vzeli smo, Fejde je rekla, da je vzela brisačo, rjuho, in jo vrgla skozi okno in je šla ven. In šla je skozi okno dol. In prestrašila se je in želela je priti nazaj gor, jaz pa sem jo držal za roko. Potem je Carrie rekla, ne vračali se gor, samo skoči dol. In Carrie je rekla, da je naslednja skočila dol. In potem Fejde, upam, da so jo mogli prepričati, da je šla skozi okno. Samo stala je v oknu na stolu z veliko punco in rekla, pridi, moraš ven od tam, moraš ven od tukaj. Torej, ni bilo usmerjeno proti nikomu posebej. Samo tako se je pač zgodilo. Toda tisto, kar je Viki najbolj ostalo v spominu, ni bilo le to, kar so ji povedali. To je občutek, da ni naredila dovolj, da bi pomagala svojim vnukom, ko je še imela priložnost. Sama rekel bom, da bom dal vse od sebe. Želim si svoje vnuke in želim narediti vse, kar lahko. Veš, da naredim, kar moram narediti. Da jim pomagam, da jih dobim, ali karkoli že. Nočem, da grejo k nikomur drugemu pred mano. Daj mi priložnost, da jih imam, in če ti ne bo všeč, kako jih vzgajam, potem se loti mene, ampak jih mi ne odvzemaj. Kar tako. Mogoče sem naredil napako, ker jih nisem pripeljal s seboj, ko sem prišel domov. Jaz, samo tako sem se počutil. Šli so s tujcem in želeli so ostati pri svojem očetu, jaz pa bi vse skupaj še poslabšal. To je bila slaba odločitev. Tega nisem vedel. Če bi vedel, da bojo prišli po mene, misliš, da bi jih pustil? Ne. Mislim, da nihče ni vedel, sploh ne ti Riki. Veš. In ne, točno tako. Nismo vedeli. Tako da je, veš, vse v tvoji glavi. V redu. Ja. Počutim se, veš, nekako se počutim, kot da je bilo to. Jaz bi moral biti tista mama, ki bi ostala. Veš, Riki ni več otrok po letih. On je odrasel moški in ima izbiro glede svojih otrok. Tako da sem jaz, potem sem se počutil, kot da bi moral reči, ne, oni grejo z mano. Zdaj, ko se je to zgodilo, bi moral stati tam. Ker sem rekel, kolikor vem, če pridete sem, bodo šli v šolo. In jaz to sem mislil resno. In rekel sem mu, da me ne zanima, kaj ti praviš. Ugotovil bom, kdaj so budni in kdaj gredo v šolo. In Ada je rekel, v redu, mama. Veš, ampak moral bi vstal, ker sem tudi za to. Jaz sem, veš, v glavi si predstavljam, da bi se moral tudi za to zavzeti. Toda najbolj zgovorna pričevanja o tem, kaj se je zgodilo v hiši, niso prišla od odraslih. Prišla so od otrok, ki so tam živeli. Se počutiš varno doma? Moja bi se počutiti varno doma, ampak ne, da počutim se varno doma. Zakaj pa? Zato, ker je mamica zakurila ogenj v hiši. In bojim se, da se bo venala v hišo in nas spet tu skušala ubiti. Zdaj boste slišali forenzično preiskovalko, ki zaslišuje enega od preživelih otrok Darlene. Da bi zaščitili zasebnost otrok, smo njihovo identiteto prikrili in bomo tega otroka označili kot FB. In FB-jeva izpoved doda preiskavi še eno plast. Ena, ki očitno kaže na vnaprejšnji načrt. V redu. Kako je mamica zakurila ogenj v hiši? No, dala je nekaj olja v našo sobo in mislim, da tudi v drug del hiše. In potem je naredila nekaj, da se je olje spremenilo v ogenj. V naši sobi. To je bil in čas, ko sem res lahko videla, ker so bila vrata zaprta in nam je več čas govorila, naj pridemo ven. V redu. In to se je zgodilo danes. Hej. V čem je bilo olje? Bilo je gorivo, bilo je za kosilnico ali kaj podobnega. V redu. Torej je bilo kot posoda za gorivo, ki jo napolniš za svojo kosilnico. V redu. In ali je bilo še vedno v posodi ali da je izlila ven? Izlila bi je na tla. V redu. Ali da je izlila še kam drugam? Polila ga je po roki in mislim, da je bilo verjetno v dnevni sobi. In morda na hodniku ali v kuhinji. Ali morate imati zdravila, ali kaj podobnega, da greste spat ali ob katerem koli drugem času?
Ne, ampak včeraj nam je mamica dala zdravilo, bilo je uspavalno zdravilo. Mislim, da nas je poskušala uspavati, da ne bi vedela, če sem jaz začela. In nameravala je zapustiti hišo in nas pripeljati nazaj noter. Je bilo zdravilo nekaj, kar si popila ali nekaj, kar si pogoltnila? Pogoltnila. Se spomniš, kakšne barve je bila tableta? Ena je bila modra in na njej je pisalo PM. PM. Na njej. V redu. Ena je bila rdeča in rumena in nisem vedela, kaj je to. Mogoče je za moj vitamin, ne vem. V redu. Torej ti je dala 2 tableti. 3. Čijaj? En modri in en rdeči te. Rumeni ali modri rdeči. In rumeni. Dala nam je enega modrega in 2 rdeča ter rumena. V redu. In ali je vsak dobil tableto? Tudi moj dojenček. Ali je dojenček pogoltnil tableto? Ne, sem dala je v njegovo stekleničko. V kaj? V njegovo stekleničko. Prav. Potem, kar opisuje FB, je njena mama domnevno že poskušala ubiti prej. Je mamica že kdaj prej poskušala ubiti vas? Ne, ampak je poskušala. Ona je res poskušala zabosti Tija z nožem. To se je zgodilo večkrat. In ti si to videla? Nisem videla, samo slišala sem. Ali je danes potegnila nož ven? Ne vem, jaz samo ne vem. Na dojenčka je potegnila nož. Ampak na nikogar drugega ni potegnila noža, ampak mislim, da je to naredila. Torej je res potegnila, si danes videla, da je potegnila nož na dojenčka? Ne, ampak sem slišala, da je dojenček normalno jokal in potem sem ga slišala ciriti in kričati. In potem sem slišala, da je nehala jokati in zato sem mislila, da ga je zabodla z nožem ali naredila nekaj, da ga je spravila na tla, ne vem. A ga je že prej vrgla na tla? Ne, nikoli ga ni vrgla na tla. Ali je kdaj zabodla ali poskušala zabosti še koga od vas? Ne, nikoli ni poskušala tega narediti. V redu. Sem te to že vprašala? Ali je policija že bila pri vas doma pred nocoj, ali danes? Torej, kdaj prej? Ne, to je bilo prvič, da so prišli. V redu. Prav. Viš kaj mislim, ko mama reče, da grozi? Ko ti rekla, da je mamica danes poskušala ubiti vse vas zaradi požara. Ali je mama kdaj rekla, da vas želi ubiti ali kaj podobnega? Ne. V redu. Si jo kdaj slišala reči tvojemu očetu, da vas želi ubiti ali kaj podobnega? Ja, je. Povej mi kaj več o tem. No, enkrat je ona, rekel mu je to, ampak se spomnim, da so se enkrat po telefonu pogovarjali z njeno prijateljico in govorili sta o mamici. In potem je mamica rekla, da nas bo vse ubila, tudi svoja prijateljica. V redu, ne morem verjeti, kaj slišim. Res je srce parajoče poslušati vse, kar so morali ona in njeni sorojenci prestati na kraju, ki naj bi bil varen. Mlajša sestra FB, ki ji bomo rekli CB, se zelo jasno spominja ene slike. Enkrat je bila prijazna do nas, ki nam je nekaj dala, ampak ni nič rekla, ker smo ji rekli hvala. Bila je samo telefon. V redu. In se je še naprej smekljala. In potem smo jo videli, kako je pakirala svoje stvari. Ves čas smo jo spraševali, ali odhaja in rekla je, da ne odhaja. In potem se je samo še naprej smehljala in počela stvari, ki jih običajno ni počela. In kdaj je mamica to dobila in si rekla, da je polila bencin? Bilo je takrat, ko je bil čas za spanje. Čas za spanje? In kje je mamica točila bencin? Bilo je pri oknu in bilo je pri nečem takem. No. Mi smo bili na tleh. V zabojnikih. Žila jih je v zabojnike? Postavila je k oknu. Pri oknu? V redu. V redu. In ali je to počela v vsaki sobi ali samo v določenih sobah? Je, ker je šla v fantovsko sobo. In mislim, da nas je preverjala, da bi se prepričala, da spimo, da bi lahko zanetila oven. In se je rekla, da misli, da je mami imela kot eno od tistih napravic spalsko, s katero požge sveče. Misli, da je imela to in jo uporabila na ojlu.
V redu, še enkrat. V redu. In potem mislim, da je nekdo rekel, da je šla na dvorišče, da ne bi zajel oven. Ampak ni zanetila ognja v naši sobi, mislim, ker nismo spali. V redu. FB in CB-jeva, 9-letna sestra, ki jo bomo imenovali HB, pravi, da se doma ni vedno počutila varno. Tako kot njeni sestri pravi, da je tudi ona dobila tableto, da bi zaspala. Potem nam je dala uspavalno zdravilo. Dala nam je uspavalno zdravilo. Vas je poslala v vaše sobe ali nekam drugam? Želi, da ostanemo v sobi in gremo spat. In kaj potem? Mi lahko opišeš, kako je zdravilo izgledalo? Bilo je svetlo modre barve. Imelo je črke na sebi. V redu. Ali je bila to tableta, ti si jo morala pogoltniti in je imela črte na sebi? Imela je črke na sebi. Črke? V redu. Prav. In koliko si jih morala vzeti? Eno. Ali je dala eno vsakemu? Ali je dala eno tistima dvema majčkoma? V redu. In sta pogoltnila tableto? V redu. Ali morate vsako noč vzeti uspavalno tableto? Ne. V redu. Zakaj nocoj? Ker je poskušala, da bi šli spat in potem spusti pelj in zažge hišo v tvoji sobi. V kateri sobi? Da je bila dekličina soba. V redu. Vejna spalnica? V redu. In kje so bili fantje? Bili so v svoji sobi. V redu. Torej sta bila tudi dva mlajša v fantovski sobi. In kje je bila mama? Bila je v svoji sobi in mislim, da je šla tudi v kuhinjo. V redu. Prav. In kako je zanetila požar? Kuhala je. Mislim, da je kuhala na plin, vse ali olje. V redu. Kdaj ste izvedeli, da je hiša v ognju? Kako ste izvedeli? Ker sem zavohala sem tisto. V redu. Kako si prišla ven? Razbili smo okna in preprosto skočili skozi okno. V redu. Prav. Ali živite v hiši ali stanovanju? Živimo v hiši. Je enonadstropna ali dvonadstropna? Dvonadstropna je. In kje je bila tvoja spalnica, detiška soba? V goli sobi. V redu. In ste vsi skočili skozi okno? Si to nosila v posteljo? V redu. Torej si to nosila in potem si samo skočila ven s tem, kar si imela na sebi? V redu. In torej so 3 dekleta, vse 3 ste skočile ven. In kaj se je potem zgodilo? In potem smo padle in na to sem bila pripravljena. Hiša. Šla sem in poskušala pomagati dekletu. Poskušala si pomagati dekletu in šla ter povedala ljudem v sosednji hiši. V redu. Ste potem šli tja? Ali poznaš imena teh ljudi? V redu. In kaj je bilo narobe z njo? Zakaj si ji morala pomagati? Ker je bolela noga. V redu. Prav. A veš, če je še kdo drug prišel iz hiše? Ne. Ne veš, ali sta fanta prišla ven? Ne, nista prišla ven. Nista prišla ven. Nista prišla ven? Nista prišla ven. V redu. Je bila mama danes jezna ali žalostna ali vesela? Ne vem. Slej požarom? Bila je nesrečna, ko je požar naredil te stvari. Bila je srečna pred požarom. Se počutiš varno v bližini mame? Ne ves čas. Ne ves čas. Si se danes počutila varno z mamo? Ne, ko nam je rekla, naj ostanemo v sobi. V kateri sobi? V. Spalnici. V redu. In zakaj vam je ves čas govorila, da ostanete v sobi? Ker nisem vedela, ali želi, da bi nas oven opekel ali kaj podobnega. Se bojiš, da te bo poškodovala? Mislim, da se je to zgodilo samo enkrat. Povej mi o tistem enem dogodku. Bilo je danes. Bilo je danes. Kako te je danes poskušala prizadeti? Ker sem mislila, da nas poskuša zažgati z ognjem. Prav. Kako sploh lahko ubesediš
Skozi kaj so šla ta dekleta? Le 4 otroci Brister so preživeli to hišo grozot. Darlene Brister se sooča s 3 obtožbami za naklepni umor. 3 obtožbe za umor med storitvijo kaznivega dejanja, 2 obtožbi za hujši napad, 1 obtožba za požig prve stopnje ter 7 obtožb za krutost do otrok prve stopnje. Pridržana je v zaporu okrožja Paulding brez možnosti varščine. Po novici o Darlenejini aretaciji se zdi, da jo njen mož Ricky presenetljivo zagovarja. V intervjuju za News Station 11 Alive Ricky Brister pravi, da še vedno ljubi Darlene. Za medije je povedal, citiram: "Vem, da je šlo za duševno stisko. Poskušala sem poiskati pomoč. Do nje ni nobenega sovraštva. Zagotovo me boli zaradi tega, kar je naredila. Ampak vseeno moram iti naprej." Ricky Brister novinar vpraša, ali odpusti Darlene. In Ricky je odgovoril: "Že ji je odpustil." 1. septembra 2022 so tožilci napovedali, da bodo za Darlene zahtevali smrtno kazen. Okrožni tožilec okrožja Paulding, Matthew Rollins, pravi, da je bila to odločitev, za katero je njegovo tožilstvo menilo, da je sorazmerna s storjenimi zločini. Toda primer Darlene Brister nikoli ne bi prišel pred poroto. Februarja 2024 je Darlene Brister sprejela sporazum o priznanju krivde in prejela 3 zaporedne dosmrtne kazni zaradi smrti svojega 9-mesečnega otroka, 3-letnega in 5-letnega otroka. Svoje dosmrtne kazni prestaja v državnem zaporu Pulaski v Hawkinsvillu v Georgiji. Kar zadeva njene preživele otroke, o tem, kakšno je njihovo življenje zdaj, ni bilo veliko razkritega. Vse, kar nam ostane, je upanje, da so varni in da je zanje poskrbljeno po vsem, kar so prestali. Najlepša hvala, da ste se mi pridružili v tej epizodi. Sem Elizabeth Milner in se vidimo spet tukaj naslednji teden z novo zločinko.